Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci Radia Brežice EU. Danes gostimo Tadeja Škofa, ki smo ga sicer že večkrat, je predsednik badmintonskega kluba Pišece in danes je ponovno z nami, da nam predstavi in nas povabi na povsem nov projekt dobrodelnega namena. Kolesarim za naše otroke. Dober dan, lepo pozdravljen, Tadej. En lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem. Časi vemo, da so čedalje težji, kar se tiče financ, tako bom rekel naših staršev kot samih otrok. Zato smo se v klubu odločili za eden projekt za naše otroke, Kolesarim za naše otroke, da bomo z skupnimi močmi omogočili vsem normalno in redno vadbo. Se pravi, gre za konkretno vaše otroke ali tako, na kak način recimo boste razdelili ta sredstva? Tako, vsa prijeta sredstva, donirana oziroma kako bi lahko to rekli, bomo namenili našim otrokom oziroma otrokom, ki trenirajo v našem klubu. Predvsem za nakup športne opreme, to pomeni loparje, žogice, tekstil in podobno. In na kak način lahko ljudje, poslušalci donirajo sredstva oziroma prispevajo, sodelujejo v tej akciji? Tako, letos nismo šli v neko širšo zgodbo, zaprosili smo, bom rekel, vaš medij, tukaj lokalni medij, plus tega imamo na naši spletni strani in pa Facebook strani tudi napravljen event, v katerem je telefonska številka in mail, na katerega se lahko obrnete in lahko pomagate. Sicer pa kako si prišel sploh na idejo kolesariti? Koliko si mi prej povedal, gre za res eno dolgo kolesarsko turo, na katero se boste podali? Tako, veliko naših športnikov, bom rekel članov, po zimi pridno igra badminton in trenira, poleti v času 2 mesecev pa skrbno nabiramo kondicijo oziroma top formo na kolesu seveda. In smo se odločili, če že imamo povezavo med krajema Brežice-Murter, smo rekli, pa dajmo en dan oziroma v tem primeru 2 dni odpotovati na Murter. Zato smo se odločili, da gremo v četrtek 23. junija ob 4. uri zjutraj iz Brežic, pred občino Brežice štartamo in vse do Murtera nekje 360 kilometrov. Prispeli bomo v petek 24. junija, kjer nas bojo tudi lepo počakali in bom rekel, tako kot se spodobi, tudi počastili. Potem v soboto 25. imamo pa dol na Murterju tradicionalni 6. otočni badminton turnir. Dejansko v nedeljo se pa zgodba konča in bomo videli, kaj smo iz tega naredili. Krasna, zanimiva ideja, kot si že prej povedal, vsako leto prirejate 25. junija na Murterju ta badmintonski festival in letos boste pa to še ojačali na nek način. Koliko članov ekipe pa že imate recimo? Se pravi, so dobrodošli tudi tisti, ki bi želeli z vami kolesariti ali zgolj ljudje, ki bi želeli donirati? Tako, mi smo si prvo zastavili cilj, da bi nekje ena ekipa 5-6 kolesarjev zgor šla, zdaj se nam pa vsak dan imamo razne klice, mi bi tudi šli in podobne zgodbe, donirali, kolesarili, tako da smo odprti za vse, vsi so vabljeni, edino kaj bi pač pozval to, da se morajo najaviti nekje do 15. zaradi same logistike. Moramo vedeti, da to je le 350 dolga pot kilometrov. Imamo tudi seveda močni support, to pomeni so kombi, treba urediti vmes bo ena postojanka za spanje. Tako da res, če bi kdo želel se še nam pridružiti do 15.6. lahko na našo telefonsko številko se tudi prijavi. Telefonsko številko pa najdejo na vaši spletni strani. In Facebook strani. Badminton Pišece, ne? Ja, gre kar za močan, težak podvig, ne? Rekel si, da si boste privoščili malo počitka, ampak vseeno 350 kilometrov v enem kosu zahteva kar veliko kondicije. Moram reči, da so fantje rekli, na začetku je bilo sicer malo več pobudnikov oziroma več tistih, ko gremo zraven, zdaj smo dejansko prišli na manjšo številko. Moramo vedeti, da to je že tudi lahko vročina. Tudi sama cesta, moramo reči, da tam od Karlovca mimo Plitvic do Obrovca je kar prometna polet, bojo že tudi turisti, tovornjaki in dejansko moramo tudi paziti, da bomo
da ne bi prišlo do kakšne koli poškodbe. In preden se zniža nadmorska višina, se tudi konkretno zviša, ne? Tako, tudi zato smo si za prvi dan zadali cilj, da bi nekje prekolesarili 220 km do kraja Gračac, tako da bi potem v petek zjutraj sveži imeli vzpon čez Velebit. Krasno, se pravi, boste šli po lokalnih cestah. Seveda. Samo lokalnih, tako je. Ja. Velik podvig, upam, da dobite čim več donatorjev in pa seveda kolesarjev, ki bodo sposobni tega podviga. Kako v bistvu si prišel tedaj na to idejo? Ideja bila čist, bom rekel, takšna, kot jih imamo mi, seveda, ali na kakšne manjše sestanku trenerjev, ali pa tak, po domače povedano, gostilniška ideja. Jaz bi še enkrat ponovil, da tudi sam sem velik športni fanatik in spremljam redno, kaj se dogaja z našimi otroci, z našimi društvi, klubi. Moram reči, da število klubov v Sloveniji strmo upada, pač ni več entuzijastov, ni več posameznikov, ki bi to vozili naprej, ki bi to seveda brezplačno delali. Tudi pri nas moram reči, da ni nekega upada članstva, imeli smo manjši vpad otrok, zdaj se je po koronsko stanje malo popravilo. In zato dejansko iščemo vse možne stvari, načrte, projekte, da bi obstali. Kar pa jaz verjamem v moje člane, tako da skoraj sigurno ni bojazni, da bi usahnili. Verjamem pa, da je verjetno draga oprema, tudi za badminton konec koncev, verjetno kvaliteten lopar, kar nekaj stane, in s temi sredstvi si boste pomagali pridobiti novo opremo, verjetno. Tako, jaz moram reči, da stroški samih treningov se dejansko niso toliko povzpeli. Stroški so se bolj povzpeli v sami nakupu opreme. En tekmovalni lopar je šel skoraj za 50% gor, tudi žogice se zelo dražijo in vse to dati na pleče staršev je, mislim, da nerealno, ker vemo, kakšno je stanje. Tudi klub pa sam ne more tukaj po domače povedano, kar z blagajne vzeti, pa tole otrokom vse plače, tako da iščemo takšne rešitve oziroma takšne po domače povedano akcije. Akcije, ki bodo dale možnost tudi tem, ki sicer si tega ne morajo privoščiti. Tako. Ja, krasno. Se pravi, vsi, ki želijo biti del kolesarske ekipe ali ki želijo pomagati, lahko pišejo vam na bk.pišec@gmail.com, a ne? Tako, oziroma lahko tudi pokličejo na telefonsko številko. Vodja projekta je Matej Ogorevc. Moram reči, da najbolj me razveseli, tako, ko se nekateri od naših članov, da ni skozi to predsednik, reče, gledajte, tale projekt bom pa jaz pelal. Tako da sem zelo ponosen na ekipo in posebej na Mateja. Ga lahko pokličete, bom kar povedal telefonsko številko 051 363 084. Tako da se lahko z Matejem vse dogovorite, seveda lahko pokličete tudi mene, ampak jaz sem zelo vesel, da ni breme enega kluba samo na enem igralcu oziroma delavcu. Se pravi, 051 363 084 in pomagali boste zelo badmintonskemu klubu Pišece. Tako, jaz bom rekel, vsaka pomoč je dobrodošla, ali v materialu, ali v sredstvu, ali v kakšni, karkoli bomo rekli, čist vsaka voda šteje, ker verjamem, če bo veliko čez 30, vete, čez liko, pa to bo šla voda kar od nas. Res je. Se pravi, Tadej, želim vam uspešno akcijo, da čim bolj gladko pridete do Murterja, se pravi 23. junija ob 4. zjutraj. Tako. Lahko tudi povabimo mogoče poslušalce, da vas pridejo podpreti pred občino Brežice, a ne? Zdaj, mogoče ene dva sta nas vprašala, pa kje smo najdli 4. uro. Ja. Moram reči, da smo pač vse skupaj skrbno pripravili, ker si želimo priti ob eni določeni uri čez Karlovec, ki je malo večje mesto in da ne bi v kakšne konice vpadali in to. Tako da vsako stvar, ki smo si jo začrtali, smo naredili z namenom. Tako da lahko pridejo, lahko nas bojo pomagali, lahko nam spremljajo prek Facebooka. Dobrodošli. Odlično, se pravi, kolesarim za naše otroke. Tako, to je slogan, s katerim upam, da letos, bom rekel, malo bolj tak skromnejša oblika, verjamem pa, da bomo drugo leto postali še mogoče bolj prepoznavni oziroma večji. Jaz vam želim, da akcija lepo uspe, da čim več sredstev pridobite.
Kolesarim za naše otroke. Še enkrat je naziv akcija, najdete jo na Facebooku, Badminton kluba Pišece, prav tako vse kontaktne podatke. Hvala za obisk v studiu Tadej in srečno in vse uspešno akcijo želim. Tako, hvala, da ste nas sprejeli in jaz bom rekel tako z veseljem, delimo vse vaše objave, ki jih vi date na vašem radiju, ker bom rekel tako, težko je s tako akcijo priti na nekšen, bom rekel, slovenski medij, nam pa veliko pomeni, da nas podprete tako lokalno, ker verjamem, da takšnih badmintonskih podvigov oziroma športnih po Sloveniji je več in težko je priti v nek medij, vam se pa zelo, zelo zahvaljujemo, da nas podprete pri takem projektu. Z veseljem in še naprej bomo in obljubim, da se slišiva 24. junija, se nam boš oglasil po telefonu iz Murterja in nam iz prve roke povedal izid vaše akcije. Odlično, obljubim 24. oziroma mogoče celo 25. ker moram ponoviti, da tudi 25. ko imamo badmintonski turnir, bomo tudi v času turnirja imeli posebno, bom rekel, konto, kjer bomo tudi zbirali sredstva in bojo lahko tudi ljudje, ki so že na morju ali bojo prišli ali pogledati turnir, tudi donirali. Sproti pomagali. Tako. Krasno. Obljubljeno se slišiva 24. 25. junija in hvala in srečno, Tadej. Hvala.